Evo, kako lepo je lahko umazan takšen snežno-bel Mercedes po celodnevnem snemanju. Je pa takšen kot nalašč za zimske razmere, pa ne zaradi barve, ampak zaradi pogona Firmatic. Ker je zadnji pogon najpogostejša dilema pri kupcih, ki bi radi takšno veliko limuzino, so se potem raje odločili za Audije. In seveda sta morala tudi BMW in Mercedes ponuditi pogon na vsa kolesa. Vsak sicer s svojim sistemom, vsi po vrsti pa seveda odlično delujejo v razmerah, s katerimi se srečajo navadni smrtniki. No, morda niste vedeli, ampak Mercedesova tradicija štirikolesnega pogona ni tako kratka. Že 25 let traja v tem razredu, kjer se je tudi prvič pojavil. Gre za stalni pogon, ki mu izdatno pomaga elektronika in zavre kolo, ki se zavrti v prazno. Najbolj pa ga boste verjetno veseli pri kakšnem speljevanju na spolzkem klancu, ko bo tudi zadek ubogljivo sledil vašim željam. Sicer pa je vožnja s takšnim E-jem ena sama sprostitev. Oznaka na zadku pomeni, da gre za 4-valjni 2,2-litrski dizelski motor z dvojno turbino in 150 kW, ki je v tej kombinaciji na testu v povprečju porabil dobrih 8 litrov goriva na 100 km. Super se obnese samodejni menjalnik, ki ima 7 prestav in zelo praktično ročico tukaj ob volanu, da je lahko med sedežema več prostora za vaše drobnarije. In ne vem, zakaj še niso ostali skopirali tega, ampak tale ideja zavora je genialna. Ko se ustavite, jo še malo pohodite, pa avto stoji na mestu. Totalno nasprotje pa je takšna pomožna zavora, da ne bom rekel ročna, ker jo moraš pohoditi, če jo hočeš spustiti, pa potegniti tale vzvod. Cena je žal in pričakovano visoka, za vsak dodaten kos opreme je potrebno doplačati, ampak tudi to je Mercedes in zato ga imajo nekateri tako radi.